Ne smislim dobro, mislim, da je pa tako, da večina ljudi, katere vidiš, da podpirajo privatizacijo, je ljudi, kateri se niso izkazali, da je test, 1, 2, 3. Prepeljati neoliberalizem v Slovenijo in da podpirajo na vsakem koraku. Brez koristnosti delavcev in vse, kar si država morala sprejeti, radi dali drugim, ker so drugi boljši lastniki. Kar pa jaz mislim, da Test, 1, test, 1, 2, 3, test. Ali pa na primerih, da se reči. Bravo, super, super. Bo kratko. Zdaj imamo pa predstavnika. Zdravo, živa. Helena! Kje? Zdaj. Test, 1, test, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, 4, test, test. Test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, 4, test, test. Zdaj pretirane guže. Lavijo gor. Ja, nobenega drugega nisem. Prodal vlado, piše. Super, zdi da primerno. Se je. Čakaj, daj un drog, da naredimo Ivo Džino. Ja, pa nimaš droga. Ja. Karen bumped it all from your castle there. Imaš kako palcu Ej! We'll drink the old town dry, keep our spirit levels hard to find a The professor is the talker, he's the talking man. If he can't clean a midway, nobody. You'll get the tip on in from the midway mud. You gotta have the sawdust enough. Gotta have the sawdust the pig-faced man and the monkey girl. Come see the big fat lady. Peter Slim with the alligator skin. Come see the devil, baby.
sam snima, par kadrov da divu samo. Zdaj imaš kader, dobro ti prihaja ena ponudba. Že podarjam. Da, dodamo za džabe. Za džabe damo. Town law for what I need. Chain for the ripsaw killer for the win. Dogs at the back door, leaving me. Don't feed him, Jack, no wait up for me. Going into town law, fuel my fire. Shells for the 12 and razor wire. Dogs at the back door, leaving me. Don't do Jack no way. So Jaz še 100 evrov vam dam, če jo dam. Pa en paket, še malo počakajte.
Da se ideš kod Phoenix. Znao, daš Vlado. Kako da ti dam še par minut prošlo? Še mlada na najbolj, še mlada. Povem pa ešte, da se ukrenuo pa počinjenje. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, vsi zbrani, ki nasprotujemo privatizacijskim postopkom. Jasno je, da nas od tega trenutka dalje nihče več ne more zaustaviti. Združeni odločno nasprotujemo prodaji državnih podjetij. In čeprav imamo morda različne izhodišča, smo vsi prepričani, da odločitve naših vlad in z aktualno vred so ne samo slabe, ampak škodljive.
Ne pristajamo na neposlušnost elit in odločeni smo, da je ta shod šele začetek. Združila nas je zahteva za preklic sklepa o odtujitvi 15 podjetij in verjamem, da nas bo združevala vse dokler ne bo uresničena. Združevala nas bo v skupnem boju, da bodo podjetja v državni lasti upravljanja v dobro vseh nas in ne le peščice ljudi. V tem trenutku so z nami mnogi sindikati, civilno-družbena in vstajniška gibanja, ter tudi parlamentarna stranka, ki znotraj državnega zbora z nami bije skupen boj. Naj se danes slišijo naši glasovi, naj se sliši naša odločenost. Sedaj povabim, da se mi kot prva govorca pridružita predstavnika civilne iniciative Državljani proti razprodaji, tovarišica Sanja Fidler in Miha Pitako. Pozdravljeni državljani proti razprodaji. Še vedno nimamo odgovora, komu so bile dane zaveze v našem imenu in zakaj. Da se moramo o tem spraševati, kaže na zelo namerno upravljanje z našim skupnim premoženjem. Poleg razprodaje seznama 15 podjetij se je začela še tiha razprodaja preko slabe banke. Pred nekaj dnevi je slaba banka začela prodajati terjatve 23 podjetij, ki bodo zaradi prodajnih pogojev plen tujih in domačih špekulantov. Tudi ta podjetja so naša. Bila so rešena z denarjem vseh državljanov in državljank, zdaj pa se prodaja za drobiž in velik profit nekaterih izbrancev. Prav skupno premoženje nam je omogočalo, da smo v zadnjih 20 letih imeli najmanjšo stopnjo neenakosti, da smo bili in smo trenutno še najbolj izobražena, zdrava, kulturna, gospodarsko uspešna družba Južne in Vzhodne Evrope. Zavedamo se, da je bilo marsikatero državno podjetje žrtev političnega kadrovanja, kjer so stranke pripadnost postavljale pred strokovno in sposobnost. Ampak rešitev ni razprodaja. Rešitev je sprememba upravljanja državnih podjetij, v katerih dobijo glavno besedo predvsem stroka, civilna družba in zaposleni. Tako v sodelovanju in skladno s predhodno opredeljeno gospodarsko strategijo razvoja države lahko določijo skupno usodo podjetja. Zdravo domače gospodarstvo prispeva za kvalitetno javno zdravstvo in šolstvo, kulturo, obrambo, znanost ter omogoča razvoj, iz katerega imamo koristi vsi ljudje in ne le davčne oaze ali finančne metropole. Razprodano gospodarstvo zagotavlja dobiček in korist le tistim, ki na Slovenijo gledajo zgolj skozi računovodske bilance, ki jim ni mar za slovensko podeželje in mesta, ki tu ne vzgajajo svojih otrok in vedno postavljajo dobiček pred kakovost sobivanja v skupnosti. Naš cilj je zagotavljanje možnosti, da lahko z lastnimi sredstvi gospodarimo v lastni državi. Naš cilj je suvereno slovensko gospodarstvo, ki ga odgovorno upravljamo za dobro vseh, ne le za korist peščice. Če zagovorniki razprodaje menijo, da ne znamo ali ne zmoremo upravljati s podjetji, kako si potem predstavljajo, da bi lahko znali upravljati z državo? Hvala. Če se oblastniki obnašajo hlapčevsko, naj ne pričakujejo, da se bomo tudi mi. Zavezali smo se k cilju zaustaviti razprodajo skupnega premoženja vseh državljanov, ki ga je ustvarjalo več generacij, za svojo in za naslednje generacije, katerega pomen je mnogo večji od njegove tržne vrednosti in dosežene kupnine. Zaustaviti razprodajo seznama obljubljenih 15. Fotona, Helios in Aerodrom Ljubljana so že odšli. Aero, Cinkarna Celje, Adria Airways, Terme Olimia, Elan, Adria Airways Tehnika, NKMB, Gospodarsko razstavišče, Paloma, Unior, Žito še čakajo. Za Cinkarno Celje se zanima poljsko državno podjetje. Le kako se ne bi? Cinkarna je podjetje s 1000 zaposlenimi, ki je v zadnjih 4 letih v državno blagajno prispevala 30 milijonov evrov dividend. Na vrsti je Telekom. Prodajajo ga tujcu, ki je v nemški državni lasti.
ki bo delal za dobro svoje države in ne za dobro Slovenije. Po besedah vlade naj bi bila prodaja že predaleč, da bi se jo dalo ustaviti. Ali res? Povejte to družinam delavcev, ki bodo zaradi tega ostali brez dela. Tako kot so ostali brez dela delavci v Hrvaškem Telekomu, ko ga je kupil ta isti kupec. Najprej bi Povejte to vsem porabnikom 50-milijonskega dobička Telekoma iz prejšnjih let, ki je šel v državno blagajno. Najprej bi razprodali podjetja, potem se bodo lotili še zdravstva in šolstva, na koncu pa še gozdov in vodnih virov. Ne bomo hlapci na lastni zemlji. Zahtevamo takoj že zaustavitev privatizacije, zaustaje razprodaje. Tujega nočemo, svojega ne damo. Hvala, Miha in Sanja. Ozračje se je kar malo segrelo, se mi zdi. Jaz vas pozivam, da se na stojnici tam dol, se pravi na moji levi, normalno, odpravite ta dol in podpišete peticijo proti privatizaciji. Sedaj pa je čas, da slišimo eno mogoče malo bolj pozitivno zgodbo in sicer nam bo Mladen Jovičič iz sindikata Luke Koper predstavil njihovo zgodbo. Izvoli, Mladen. Mladen. It's okay. Moramo delati malo na prepoznavnosti, ne? Še ne te varnostnik lahko vhapsi. Dobar dan še enkrat. Mi iz Luke Koper ne bomo predstavili to zgodbo, ki se zdaj slišala o protiprivatizaciji, ki nam je jasno. Tudi sami vodimo eno močno fronto ves čas v Luki Koper proti strateškim partnerjem, pristaniškim upravam in tako naprej. Jasno je, da podjetje, ki tako uspešno dela in veča dividende, tudi državi od tega dobro, ne rabi prodaje, vse se razvijamo in gremo naprej. V dobro predvsem zaposlenih, tudi države, da v karijeri na koncu in tako naprej. Povedal bom primer Luke Koper, ki se mi zdi zelo pozitiven kot argument proti prodaji. Ko je Luka šla po poti izčrpavanja in prodaje, smo se delavci uprli. Odstavili smo škodujočo upravo, katera je danes za nekaj grehov že obsojena, za nekaj pa verjetno še bo. V naslednjih fazah smo zahtevali transparentnost poslovanja in prenehanje outsourcinga oziroma ustavitev prekarizacije delavcev v Luki. Zato smo sicer mogli iti v skrajnost in stavkati, a od takrat naprej Luka zaposluje 30 do 50 ljudi na leto, ob tem pa nasprotno neoliberalnim teorijam povečuje učinkovitost, produktivnost in tudi dobiček. Ob tako ugodnih rezultatih so v pristanišču pravkar porasle tudi plače. Se pravi, da v Luki v Sloveniji imamo enotno podjetje sodelujočega menedžmenta in delavstva z vedno večjim dobičkom, zaposlujemo in se razvijamo. In nismo se prodali, da bi dosegli take rezultate. Po drugi strani država nam tega ne prizna, blokira nas in poskuša razvrednotiti, potem pa tudi prodati. To počne z zaviranjem začetka gradnje drugega tira, ker se nikakor noče prijaviti na prav aktualni razpis za EU sredstva, potem pa nam vsiljuje znane kruto kapitalistične variante, ko so strateški partner, pristaniška uprava in prodaja po kosih oziroma terminalih ali združevanje v holding. Jebeš tako državo! Tako ja. Kjer pa zaposleni zelo težko sodelujejo pri upravljanju, mislim na holding, in naziranju podjetja. A vseeno ne kaže, da nas bo uspelo uničiti. Spomnimo se, kako nas je ena od preteklih vlad uvrstila na seznam za prodajo in potem že po enem tednu poslušanja naših argumentacij in groženj tudi Luko Koper izločila iz seznama. Tudi te dni problematika razvoja pristanišča in gradnje drugega tira in raje bi rekel celotne slovenske prometne infrastrukture pravkar močno združuje prebivalce na Primorskem, v širši regiji, upamo pa da tudi v celotni Sloveniji. Zahtevamo gradnjo drugega tira pod nujno.
V negotovi prihodnosti tega sveta trženje prometnih koridorjev skozi našo državo kot redko kaj drugega zagotavlja prihodke in službe, polnjenje državne blagajne in vzdrževanje socialnih standardov. Upamo, da je primer delavskega gibanja v Luki Koper dokaz, da še obstaja lepša prihodnost. Sicer je jasno, da je v dobrem podjetju lažje dobiti in tudi dvigniti plačo, a enak način boja smatramo, da je še bolj nujen v podjetjih, ker so tržne razmere težje. Ob močnem delavskem boju direktor težko izčrpa in uniči podjetje. Ob močnem boju prebivalcev in delavcev bo politika težko razprodala državno premoženje in uničila državo in narod. In v solidarnosti, brati in sestre, do zmage. Hvala. Hvala, Mladen. Ta zgodba je bila ne samo znak, da je prav, da smo danes tukaj, ampak je tudi znak, da ne smemo nikoli odnehati. Zato zdaj naslednjega vabim, da nas svojo malce bolj žalostno zgodbo predstavi predstavnik sindikata Cinkarne, gospod Franc Grabler. Izvolite. Pozdravljeni vsi, ki ste proti nerazumni razprodaji slovenskih tovarn. Cinkarnerji se tega shoda ne udeležujemo podporo nobeni politični stranki. Mi se tega shoda udeležujemo, ker želimo povedati, da nam ni vseeno, kaj se bo zgodilo z nami. Ker nam ni vseeno, kaj zapuščamo našim zanamcem in ker nam ni vseeno, v kakšni Sloveniji živimo. Državna lastnina je lastnina, ki pripada ljudstvu oziroma državljanom, ne pa vladi, političnim strankam ali interesnim skupinam. To ni sindikalna floskula, to je citat iz smernic OECD-ja za upravljanje družb državnih vlasti. Vlada nima pravice na državno lastnino, pač pa nosi le skrbniško odgovornost. Zato se sprašujem, zakaj nas, državljanov, ni nihče vprašal, kako naj država upravlja s tem premoženjem. Kdo je dovolil katerikoli vladi, da odloča o tem, kaj se bo prodajalo brez kakršnekoli strategije in zaščitne zakonodaje za delavce? Ja, tudi nas prodajajo. Zakaj? Ker so tako obljubili Bruslju, ker nimajo nobene vizije in strategije. Pravijo, da je v družbah z večinskim državnim lastništvom problem slabega upravljanja. V Cinkarni smo imeli to srečo, da se politika do sedaj ni preveč vmešavala v naše podjetje in podjetje dobro, celo nadpovprečno posluje tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu. Zakaj torej prodajati kuro, ki nese zlata jajca? To je bil naš slogan na enem izmed prvih protestov, ki smo organizirali proti razprodaji uspešnih slovenskih firm. Ta slogan so na to povzeli še mnogi drugi. Vlada Republike Slovenije se ne zaveda, da države ni brez njenih državljanov in da je vlada tista, ki bi morala skrbeti za dobrobit vseh nas. Prav tako ni podjetja brez delavcev, brez njihovega znanja in izkušenj. Zaposleni smo dodana vrednost podjetja, sicer je to samo gola nepremičnina. Sprašujem se, koga ali kaj prodajate. Cinkarna že leta posluje z dobičkom. Samo v zadnjih 4 letih je svojim lastnikom izplačala 30 milijonov dividend. Če država proda uspešno podjetje, ostane brez rednega letnega priliva. Ko enkrat prodaš podjetje, tega dohodka ni več. Če pameten kmet proda svojo njivo ali gozd, točno ve, kam bo namenil denar. Vložil ga bo mogoče v novo njivo ali hlev, ki mu bo prinašal več dohodka, ki bo dobra naložba za potomce. Samo nespameten lastnik prodaja zato, da proda, ker je sosedu obljubil, da bo prodal. Če pa ob tem nima niti jasne strategije in vizije, kaj bo storil s tem denarjem, se lahko zgodi, da bomo morali mi državljani plačati zapitek. Poglejte, kaj se dogaja. Prodajajo uspešna podjetja, odpuščajo delavce, ki so prispevali veliko dodane vrednosti, ki so prispevali pokojninsko in zdravstveno blagajno, plačevali dohodnino. Na ta način izgubljamo veliko dobrih delavcev, veliko lastnega in specifičnega znanja. Izgubljamo razvoj, dobički pa se preusmerjajo v davčne oaze. Ni nobenih vlaganj v lokalno skupnost, šport, kulturo. Cinkarna je v zadnjih letih vložila okoli 30 milijonov v okoljske investicije. Oblikovala je 17 milijonov evrov za sanacijo svojih odlagališč in odpadkov.
Ali bodo prodajalci od bodočih lastnikov, ki ne živijo tukaj, ki jih naši okoljski problemi ne zadevajo, dobili zagotovila, da bodo vlagali v varovanje okolja, ali pa bodo bodoči lastniki poskrbeli za zadostitev minimalnim zakonskim zahtevam? Bodo novi lastniki prevzeli to obveznost? Ali bodo rezervacije porabili namensko, ali pa bo jih nenamensko odpravili in bodo postale metode in orodje finančnega izčrpavanja? Danes prodajajo donosno podjetje, Cinkarniška okoljska vremena. Benzino je zmanjkal. Kaj bo not? Sej bo, počak. Da, o! Dajmo. Svojega ne damo, tujega nočemo, 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 svojega ne damo. Danes prodajamo donosno podjetje, Cinkarniška okoljska vremena pa že nosimo in bomo nosili državljani Republike Slovenije. Zakaj se torej odpovedujemo donosom na eni strani in se sočasno podajamo nerazumno tveganje tudi na strani okoljskih vprašanj? Sprašujem se, ali bomo šli po poti Madžarske, ko je država prodajala uspešna državna podjetja. Tujci so jih izčrpali, danes pa takšna podjetja država kupuje nazaj. Ali tako dela dober gospodar? Ali ne bi bilo bolje, da bi šli po poti večine uspešnih držav v Evropski uniji, ki ima razvito bazično kemijsko industrijo s kontrolnim deležem državni lasti in se izogiba prodaji svojih deležev v teh dobičkonosnih podjetjih zaradi ugodnih finančnih, predvsem pa strateških razlogov? Vse povzemamo po Evropi, zakaj ne povzamemo še tega? Močno nacionalno gospodarstvo je in mora biti ena izmed osnov nacionalnega interesa. Naj nam naša vlada, zagovorniki brezglave privatizacije, odgovorijo na vsa ta vprašanja. Naj nas nehajo siliti izpolnjevanje njihovih najpohlevnejših hlapčastih obljub, ki jih dajejo v Bruslju. Kaj pa je z obljubami, ki so jih dali nam, državljanom Republike Slovenije, da bomo živeli bolje? Vse, kar želimo, hočemo in zahtevamo je, želimo delati, želimo bodočnost za nas in za svoje otroke. Hvala. Hvala, Franc. Naslednji, tudi predstavnik sindikata Cinkarne, Branislav Jokanovič. Pozdravljeni, bratje i sestre. Prišli smo u mrzlu Ljubljanu da se upremo rasprodaji naših podjetja. Generacije su se odrekle za skupno dobro i ohranile naša dobra podjetja do danes. Med njimi je tudi Cinkarna. Danas pa bi sve to rasprodali pod mantro država je slab gospodar. Naša delovna mesta su zaradi tega ogrožena, ker potencijalni kupci tukaj ne vidijo človeška bitja, vidijo samo profit nad vsem. Za te kupce smo samo strošek dela. Potrebuju delavce, a u njih ne vidijo ljudi. Zapadli smo u dužničko ropstvo za katereg delavci nismo krivi. Otujeni finančni centri moći porivaju zadužene države u hitro rasprodaju državnog premoženja za otplaćilo dolgov i onemogućaju im sredstva i možnosti za samostojno oblikovanje razvoja. Mandat katerega je oblast dobila od državljanov špekulativno je prenesla na finančne špekulante i skupaj izdvajaju nasilje na državo i državljani. Pri tem prihaja do razgradnje socijalne varnosti, negotovosti i zastraševanja delavstva. Sve to se prakticira z veliki pritiski. Za rasprodaju dobrih podjet ni ekonomskih razlogov. Sami rečeju, razlog je obljuba, a je to
ekonomski razlog. A je to u skladu sa tako opevanim tržnim gospodarstvom. A je to moguće prodaja pod prisilo. A je to moguće nezakonita prodaja. Noben se o tem ne sprašuje. Isti oni kateri su desetletja prisesani na državne jasli, danas delavce žaliju da smo populisti, komunisti, demagogi, utopisti i tako. Vlastna država se nas odreka, kaznuje. Za kaj? Mogoče zato ker nismo tajkunizirali, kradli, politično kadrovali, uničevali državno premoženje. Otpuščaju odgovornost za skupno dobro. Ne potrebuju ne države, še manj državljanov. Sami sebe su dovolj. Podložnost i vazalstvo do tujih centru moći, katerim dajeju zaveze je njihov izbor. Mi ne. Praviju da se želi umaknuti iz gospodarstva, a u istom času kadruju nadzornike najveće družbe u državi SDH pod političnoj pripadnosti, vladajuće moralne i etične kaste. Danas je njihova mantra država je slab gospodar. Predtem pa je bila finančni inženjering, a se spomnete te mantre? Te mantre danas ne upaju izgovoriti najbolj zagrizeni rasprodajalci. Mes je bila mantra državna srebrenina, a danas je ta kužna. Veliko nas je stal finančni inženjering, veliko državna srebrenina. Koliko nas pa bo stal mantra država je slab gospodar? To vedu samo vedeževalci. Ta isti slab gospodar država nabildala je oropane banke, katere su se igrale sa državnom srebreninom, finančnim inženjeringom. Oropana podjetja nisu dali ni centa. Pustili su da propadaju i sa tem kaznovali nič krive delavce. Praviju da gospodari to ne dovoljuju. Tržišna tekma mora potekati bez dopinga. Ti isti gospodari pa su dopingovali s državnim medikamenti privatne banke iz katerih je potekla kriza. Ponujaju nam zgodbu končne rešitve, bez alternative, bez upanja, uničuju zgodovinski spomin i sijuju popolni oportunizam. Dobro vedu kaj počneju. Vedu da njihova politika ne ustvarja nova delovna mesta i da ne ustvaraju razvoja. Kljub temu zahtevaju še bolj radikalnu razgradnju socijalne države, ciljaju na uničenje socijalne varnosti, katere ljudi dela slobodne i štiti od egzistencijalne nevarnosti. Splošna korist je zanemarjena i prevladuje korist posameznikovi skupin. Moć denarja prevladuje nad pravično delitiju bogatstva ustvarjenog s delom. Tako je! Bravo! Živimo iz krize u krizu, iz privatizacije u privatizaciju, ideološku, posiljenu i zaisiljenu. I se dela stvorine u maksimalno iskorišćanje. Namjesto da se rešuju vzroki krize, se preko hrbta delavcev rešuju posledice. Želiju da se predamo tiho i nežno, noći smrti kako pravi pesnik. Bravo! Bravo! Družba u kateri živimo propagira načela da se sami pobrigamo za svoje mesto pod soncem. Da nikće namjesto nas tega ne bo storil. Mi to danas jemljemo resno. Mislim i vi da to jemljete. Preostalo nam je upor. Upor protiv rasprodaje dobrih podjet. Upor pa je negotov. Neupor pa je znan. Zato se uprimo. Uprimo se za nas, za prešnje i za prihodnje generacije. Uprimo se, ker verjamemo, da obstaja še razum na drugi strani. I na koncu, samo jedna naša konkretna zahteva vladajućoj eliti. Gospodo, tvrdite da ste slab gospodar, da to lako drugi delaju boljše od vas. Mi zahtevamo
Razdelite dobro premoženje državljanom, kateri smo to premoženje usvajali i z njimi dobro upravljali. Drugačega ne bi sploh bilo. Državljani bomo našli najboljši model upravljanja, a vi, gospodo, vladajte naprej do konca svojih dni. No, ta je bila malo bolj udarna. Jaz se strinjam, če bomo zdaj popustili do konca. Tako da smo skupaj? Ja! A smo do konca skupaj? Ok, pa dajmo zdaj poslušati, kaj nam bo povedal Matej Jemc iz sindikatov, iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Tako da Matej. Zdravo vsem. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vedno znova izpostavljamo, da nasprotujemo privatizaciji zaradi privatizacije. Privatizaciji, ki deluje brez kakršnih koli logičnih temeljev. Privatizaciji, ki razprodaja dobro stoječa podjetja. Privatizaciji, s katero se skriva strahopetna in neučinkovita politika. Privatizaciji, ki je prepletena s konflikti interesov. Privatizaciji, ki vnaprej grozi z odpuščanjem delavk in delavcev. In vse to je privatizacija v Sloveniji. Privatizacija, kjer se na seznamu za privatizacijo najde podjetje, kateremu na tujih trgih že kar nekaj časa vidno raste prodaja in je mednarodna priznana znamka. Govorimo o Žitu. Privatizacija, ki se še pred zaključkom postopka na Facebook profilu enega izmed potencialnih kupcev najde slika njihovega novega podjetja. Govorimo o Adria RS Tehnika. Privatizacija, kjer je svetovalec prodaje enega izmed državnih podjetij, hkrati tudi solastnik potencialnega kupca. Govorimo o NKBM. Privatizacija, kjer je svetovalec prodaje enega izmed državnih podjetij, hkrati tudi svetovalec potencialnega kupca. Govorimo o Telekomu Slovenije. Ne, to ni privatizacija. To je slepa tržna ideologija s tržno računico, v katero je prostovoljno stopila slovenska oblast. In kaj to pove o slovenski oblasti? Ali jo sploh imamo? Če pa je bolj kot ljudstvo, ki jo je izvolilo, poslušajo takšne in drugačne svetovalce in se tako ali drugače strahopetno uklanjajo slepim zahtevam po privatizaciji. Tako je, suverena država je privatizirala strahopetno enoumje slovenske oblasti. Zato je skrajni čas, da se v debati o privatizaciji preneha klanjati nevidnim finančnim trgom in lažnim bonitetnim ocenam in prične odprto in odkrito pogovarjati in odgovarjati na naslednja vprašanja. Kaj pa delovna mesta? Kaj pa delavske pravice? Boj za delovna mesta in boj za delavske pravice je naš skupen boj. Zato sporočilo vsem slepim privatizatorjem. Tukaj smo in ne bomo tiho. Tako tudi ne bom tiho glede tega, kako kot predsednik sindikata letalsko-tehničnega osebja Adria RS Tehnika gledam, kako država razprodaja perspektivno podjetje z visoko tehnično kvalificiranimi delavci kupcu dvomljivih referenc. Ko sem od predstavnikov lastnikov zahteval, da se k prodaji tehnike vključi sindikat, da bomo poskrbeli, da se pri prodajni pogodbi sprejme zaveze do zaposlenih, ter da bo razvoj in strateški lastnik glavni kriterij pri prodaji, sem naletel na totalno ignoranco. Argument lastnikov, tudi državnega lastnike, je bil, da bi bila to nedovoljena državna pomoč in da lahko glavni kriterij le cena. Za moj argument, da to ne drži, ni bilo posluha. Tako naj bo vsem jasno, da so besede politikov, da bo prioriteta pri trenutni prodaji iskanje strateških lastnikov le pesek v oči, saj je praksa popolnoma drugačna. Ko so predstavniki lastnikov brez kakršnega koli pomisleka zavrnili zahtevo sindikata, Zveze svobodnih sindikatov Adria RS Tehnika, da pri prodaji poskrbimo za zaposleni razvoj podjetja, so se člani sindikata v tehniki počutili nemočne. Mislili smo, da smo prepuščeni v roke ljudem, ki jim ni mar za dobrobit podjetja in zaposlene.
Zato hvala vsem, ki ste se danes tukaj zbrali in dali jasno vedeti politikom in prodajalcem, da je takšna razprodaja naših podjetij nesprejemljiva. Saj sedaj obstaja upanje, da ne bomo prodani po diktatu tujih finančnih špekulantov, ampak bodo v prihodnosti prioriteta zaposleni in razvoj našega podjetja. Tudi na ta način, da se zaposlenim v tehniki ponudi možnost delavskega odkupa, saj je želja številnih delavcev v tehniki, da sami kupijo podjetje in tako sami odločajo o njegovi prihodnosti, če pa imamo sedaj take lastnike, da nas na ta način upravljajo in razprodajajo. Tako da še enkrat hvala vsem, ki so danes prišli in nam dali upanje, da imamo prihodnost in delovna mesta. Hvala. Z nami so tudi mladi in najmlajši, tako da sedaj vabim, da se mi pridruži Sabina Žakelj iz Gibanja Iskra. Izvoli, Sabina. Zagovorniki privatizacije se strinjamo samo v eni stvari. Državna lastnina je zaradi strankarskega mešetarjenja in kadrovanja relativno slabo upravljana. Vendar, rešitev ni privatizacija. Zasebni lastniki težijo le k maksimizaciji profitov, to pa skoraj vedno vodi v slabšanje položaja zaposlenih. Maksimizacija profitov za nas pomeni nižanje plač, odpuščanje, ukinjanje dejavnosti namenjenih skupnosti, neupoštevanje okoljskih in varnostnih standardov ter manjšanje pravic zaposlenih. Vse to ima dolgoročno gledano negativne učinke ne le na delavce, zaposlene, lokalno skupnost, temveč tudi na državni proračun in s tem celotno družbo. Trdimo, da lahko pravičnejše, racionalnejše, učinkovitejše in okolju prijaznejše družbe pripelje le delavsko upravljanje v povezavi z lokalno in širšo skupnostjo. Le mi vemo, kaj so naše resnične potrebe in le mi smo tisti, ki proizvajamo vrednost. Zato je nujno, da že danes začnemo delati na ekonomski demokraciji, torej delavskem in civilnem upravljanju v podjetjih in zavodih, na dolgi rok pa stremeti k družbeni lastnini in zamenjavi produkcije za profit s produkcijo za zadovoljevanje človeških potreb. Delavsko upravljanje ni le bolj socialno usmerjeno, pravičnejše, povezujoče, ampak kot kažejo empirične raziskave tudi ekonomsko vzdržnejše in učinkovitejše. Pozitivno vpliva na delovne pogoje v podjetju, motivacijo zaposlenih, zadovoljuje osebne in družbene potrebe ter s tem splošno prispeva k dvigu kvalitete življenja. Posledica tega je večja produktivnost, ki pa mora rezultirati ne v večjem profitu zasebnikov, ampak o olajšanju delovnega procesa za zaposlene oziroma v skrajšanju delovnega časa in prerazporeditvi delovnih mest med brezposelne. Vprašanje ekonomske demokracije že dolgo ni več strokovna dilema, ampak stvar politične odločitve. Namesto privatne lastnine kot popolnoma zgrešene alternative državnemu lastništvu se začnimo raje pogovarjati o institucionalnih spremembah, ki bodo pozitivno vplivali na demokratizacijo in opolnomočenje delovnih ljudi, na dolgi rok pa vzpostavljale razmere za dosego družbene lastnine. Ker ničesar prej naštetega ne moremo uveljaviti, če bo v podjetjih prevladovalo lastništvo domačih in tujih kapitalistov, pozivamo državni zbor, da zaustavi postopke privatizacije podjetij v večinski ali delni lasti države. Zahtevamo, da kot alternativo slabemu, strankarsko obarvanemu državnemu upravljanju podjetij v zakonu obvezno udeleženost delavcev, stroke in skupnosti pri soodločanju, nadzoru in dobičku. To bo na dolgi rok predstavljalo enega od osrednjih temeljev za vzpostavljanje racionalne, egalitarne in svobodne družbe. Očitno se ne bomo predali. Še en govor imamo, zato zdaj vabim, da se mi pridruži predstavnik Združene levice, Luka Mesec. Tovarišice, tovariši, zdravo!
Privatizacijo v Sloveniji spremljamo že 25 let in če kdaj so danes rezultati več kot jasni. Prvi krog nam je prinesel tajkun pidovske barone, drugi krog nam je prinesel tajkune, v tretjem krogu pa domače tajkune nadomeščajo tuji špekulantje. Tretji krog privatizacije, ki se odvija pred našimi očmi tukaj in zdaj, ni nepošten, neprostovoljen in nekoristen. Ni pošten, ker podjetja prodajamo med krizo in po razprodajnih cenah. Ni prostovoljen, saj pa je prodajamo zaradi pritiskov lobijev Evropske unije in finančnih trgov. In ni koristen, ker bo dokončno uničil možnosti za samostojen razvoj te države. Tretji krog je še bolj zavit v meglo kot prejšnja dva. Vodi ga Slovenski državni holding, ki ga upravljata 2 človeka, nadzoruje pa jo 5 političnih nameščencev. Tovarišice, tovariši, živimo v državi, v kateri 7 ljudi obladuje 11 milijardno državno premoženje. Druga organizacija, ki vodi razprodajo, je slaba banka, v katero smo vložili 5 milijard evrov državnega denarja. Zakaj? Zato, da ni rešila kreditnega krča v bankah, zato, da danes celo guverner Banke Slovenije govori o rasti brez kreditiranja in zato, da zdaj s temi 5 milijardami odpisuje dolgove domačim tajkunom. Člani uprave te slabe banke in njihovi svetovalci so plačani po 20 000 evrov na mesec in več, zato da pod mizo prodajo deleže državnih podjetij. Samo ta teden so dali na prodaj deleže več kot 20 podjetij v skupni vrednosti 300 milijonov, med njimi Elana in Adrie Airways. Ti ljudje vodijo tiho privatizacijo. Oblast zdaj privatizira po rusko, domači in tuji špekulantje si manejo roke, ljudstvo pa strada. Danes smo se zbrali, da temu naredimo konec. Da naredimo konec uničevanju našega gospodarstva, konec siromašenju, konec diktatom Evropske unije in trojke in konec drsenju Slovenije na svetovno in evropsko periferijo. Ne bomo kolonija in ne bomo podložniki, ne domačih in ne tujih kapitalistov. Danes smo tukaj, da si utajeno moč vzamemo nazaj in začnemo ustvarjati svet, kakršnega si mi in ne naši gospodari želimo. Da iz Slovenskega državnega holdinga, ki je bil ustanovljen za razprodajo, naredimo organizacijo, ki bo upravljala to premoženje po volji delavcev. Da iz državnih podjetij preženemo tajkune, lobije, politične nastavljence in njihove podrepnike. Da si podjetja, ki jih je ljudstvo s svojimi žuli gradilo skozi pretekla desetletja, danes pa jih oblast prodaja za drobiž, končno vzamemo nazaj. Danes, tovarišice in tovariši, bomo stavili privatizacijo, jutri začnemo uvajati delavsko upravljanje. Očitno smo se zdaj dokončno pogreli, da pokažemo, da smo tudi kulturni, ne samo protestniški, pa zdaj vabim Laro Janković, da zaključi te govore z eno prijetno pesemco. Tovariši in tovarišice, zdravo! Vesela sem, da ste se zbrali v takem številu in čutim potrebo, da, ker so bili pred mano dovolj udarni, da bom pa jaz danes, ker smo pred dnevom kulture, kulturna. Tako kulturna, kakor bi rabila ta kultura tudi našim politikom v parlamentu. In pesem, ki sem jo zbrala, je zelo sveža izpod peresa Ferija Lainščka. In naslov je Za svobodo. Ko zjutraj bo pesem že legla med sence na robu spomina, v kitari bo nekaj ostalo in zunaj bo čudna tišina.
Na mizi bo mrtva resnica, kaj vse so nam vzeli, kaj dali. Krčmar bo zaspal brez računa, le luzeri bodo ostali. Odšel boš iz mojega sveta tja, proti svetlobi na koncu. Nekoč boš umrl za svobodo, na trgu, ki dviga se k soncu. Živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah naših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Ko svet bo drugačen čez leta, mi roža bo v prsih cvetela. Takrat bom spet noro ljubila in zopet lahko bom verjela. Verjela bom lepim besedam, verjela bom zjutraj tišini, verjela bom fantu s kitaro, ki tiho bo šel med spomini. Hvala. Svojega ne damo, tujega nočemo! Res je! In sedaj vas vabim, da se nam pridružite na pohodu po poteh privatizacije do Prešernovega trga in Telekoma in naprej na kraj, kjer se vse skupaj dogaja. Tako da pozivam, da se v bistvu tle nekje levo spet zberete za transparentom Državljani proti privatizaciji in nadaljujete pot z nami vse do konca. Hvala lepa vsem, lep dan še naprej. Gospe in gospodje, privatizacija, ki nam jo ponujajo, je oziroma razprodaja, je narodna veleizdaja. Čakajte, jaz pa pa kaj bo? Alo, kako je super? A vas postavljam, zdaj je bistvo, da vas objavim, da ste proti privatizaciji. Mislim, da se je kakšna drama tam na gospodarsko nastavišču, ena tam ono Janšovi. A ti si imel investor? Vse poslušaj se se.
avto do Kavice, mislim. Kaj, malo bo moral iti ali na ono stopnico tja, ali pa... Kam jaz naj grem za rojstni dan, da imam mir? Pičko mačo. Danes niti nekaj mi možgane raztrgam z mojo glavo pred Bogom. Živijo tako miška se pravi ulice. Mi dajo bombira tudi tukaj, na njegovem domačem dvorišču. Sam mačka, če lahko. 3-4 kvadra v denino. To vidiš. Nekaj.
si slišal. Kjer je to? Ok, se konc. Ja, gremo tu, ne gremo dol. A snemaš? Ne, si v redu. Počakaj zdaj malo v bistvu, da grejo mimo, pizda. Ti bo še kdo... Ja vem, samo počakaj zdaj majčko. Ja se veda, ja, kartice za milione.
Niso bili na volji za to, da se prerijo. Poslali do Telekoma, pa si pizdili, ne pizdili. Si videl onega starega, v hotel sneg rupil, Porinek v hotel. Je rekel, da je malo po snegu hodil. To je neverjetno, kakšna je frustracija, pizda. Ne boš šli od. Evo, naša šola je pa ta pravi, naš snemalc v akciji. Edini, ki zna snemati, ki ve, kam se treba postaviti. Kaj prijatelj delaš? Ja, malo, ja. Lep se počne. Telekom je naš, mi ga ne damo. 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 Telekom je naš, mi ga ne Questi dotti? Dotti che era? Nekaj si nekako.
prodamo. Ja, res je. Gremo tu preko. Okej, pa ne. Pizda. Zdaj pa se gre. Ma da gre ob kurac, še si. To so ko ISAF. Psa tamle, policijskega. Dobro. Veš, kaj sem razumel, da je Udbo mafija.
Prišli smo na končni cilj današnjega protesta. Čas je, da na tem mestu preberemo zahteve, ki jih imamo do Cerarja, do vlade in do vseh tistih, ki bodo prišli za njimi. Ne gre! Zahtevamo, da se takoj zaustavi razprodajo državnih podjetij ter odpove vse dogovore o prodaji Telekoma. Zahtevamo, da se spremeni način upravljanja državnih podjetij tako, da pri upravljanju enakopravno sodelujejo predstavniki države, zaposlenih, stroke in širšega družbenega interesa. Torej zahtevamo soupravljanje. Zahtevamo, da se takoj začne uvajati spremembe zakonodaje za upravljanje podjetij v državni lasti in se pri tem upošteva dobre prakse upravljanja uspešnih državnih podjetij, na primer v Nemčiji ali skandinavskih državah, ter da se okrepi družbeni nadzor upravljanja podjetij v državni lasti. Zahtevamo torej delavsko
upravljanje in zaustavitev privatizacijskih postopkov. Samo poveš, da s tem zaključujemo in da... S tem zaključujemo današnji shod. Zahvaljujemo se vsem, da ste ustrajali z nami kljub mrazu in slabemu vremenu. Se vidimo naslednji. Rastko besedo. Kar se takole zapelo. Kar može takole zapelo, da bo kaj bilo. Rastko imaš besedo, lahko čakate pa. Gibanje Skupnost, Gibanje za novo ustavo, Stalniške veteranske zveze, Konfederacije sindikatov Slovenije, Neodvisnih sindikatov Slovenije in Liste skupaj za pravični razvoj. 1, 2, 3, pravi tebe. Vini nekaj obrubljali! Še enkrat, Rastko na mikrofon. No, samo to je 30 sekund. Tovariši in tovarišice, v imenu 6 organizacij, Družbeno gibanje Skupnost, Gibanje za novo ustavo, Stalniške veteranske zveze, Konfederacije sindikatov Slovenije in Neodvisnih sindikatov Slovenije sporočam tole. Ko so tujini nekaj obljubljali, nas niso vprašali, ali lahko kaj obljubijo, kaj šele, da bi ne seznanili z obljubami. Kako so nastali izpiski prodaje podjetij v preteklosti, sedanji 15 in bodoči 64 in vseh ostalih, da so si tuji kupci nagledali naša podjetja, njihove trge ter dogovorili slovensko politiko, da jim proda. Ali pa slovenska politika sama ponujala podjetje tujcem v zameno za protiusluge. Zaključujem, ukradeno blago, nekoč bo prišel dan, ko bodo vsi, ki sodelujejo pri prekrševanju skupno lastnino, odgovarjali, zagotavljajo jim pošteno sojenje. Cerar, doživel boš pošteno sojenje v tej državi. Že dolgo čakam na to priložnost, samo 3 minute posluha potrebujemo. Kaj smo dosegli s privatizacijo in razprodajo državnega premoženja? To je serijska... Kaj je zdaj? Halo, a se slišimo? Kaj smo dosegli s privatizacijo in razprodajo državnega premoženja? To je serijska proizvodnja domačih in tujih tajkunov, lopovov. Država stalno išče denar z varčevanjem, zategovanjem pasu, razprodajo državnega premoženja, z novimi in novimi davki, taksami, le tam ne, kjer je. To ne vidijo, nočejo videti pri lopovih, pri zlabljatih in fiktivnih podjetjih. Pleninske elite so zavzele vsa področja. Res je. Res je, podjetja niso socialne službe, a so nekatera postala pleninske združbe, ki so delavce preko slabnatih podjetij okradli denarja, dostojanstva, zdravja in jih poslali na CSD. Koliko je teh, bodo povedale naslednje številke. Podatek od NPU-ja, Nacionalnega preiskovalnega urada, je vsako leto izgine neznano kam 125 milijonov, v resnici je številka veliko, veliko večja. 41 000 SP-jev in malih podjetij so preko slabnatih podjetij okradli oziroma jim niso plačali storitev, zato so propadli. Denar odpeljajo v davčne oaze, za plačilo delavcev ga pa ni. To je naredila naša privatizacija. Torej, s tem so ukinili najmanj 82 000 delovnih mest in delavce poslali na CSD.
Še malo. Še čist malo. Moramo zaključiti. Lej, rešitev poznamo. Takoj ukiniti slabata podjetja. Slediti denarnemu toku, vse do davčnih oaz, odkar je ukinjen SDK. Ponovna uvedba SDK-ja. To je rešitev za Slovenijo. Stalno dokler bojo obstajali zakoni, ki omogočajo plenjenje in ne bo finančne kontrole, gospodarski razvoj preprosto ni možen, če pa sprot kradejo. Hvala vam še enkrat za udeležbo, tovariši Tovarišice, hvala za vašo podporo. Današnji smirni shod s tem zaključujemo. Prosim, da se držite prostorov namenjenih za pešce in osvobodimo oziroma spustimo promet. Hvala. Naprej v boj proti privatizaciji. Stop.